Četrto mesto je še kar nehvaležno, verjetno si vseeno želel uvrstiti v prve tri, ali kakšni so bili tvoji načrti seveda? Ja, seveda prva želja je bila, da bi imel odlične noge danes, ampak niso bile. Druga želja je bila, da bi bil bližje v spopadu z Remkotom, ampak danes je bil res fenomenalen, je le tukaj sneta skira. Potem pa ja, zadovoljen bi bil z podijomom, ampak ja, tisti 2 sekundi sta zmanjkali, kar je res malo grenak okus, ampak ja, bomo požrli in zdvignemo glavo na naslednjo nedeljo, kjer so lepše šanse. Vseeno še manj kot 2 sekundi, ne bo rekla, slabi 1,7, da odlična vožnja, bi mogoče lahko ocenil, kje je šlo kaj narobe, enostavno noge niso bile dobre. Ja, enostavno nisem padel v nek lep ritem, v poziciji na kronometru nisem najdel tistega ritma v klance in potem tudi na spuste se nekako noga ni obračala, ampak ja, mogoče še malo, še kakšen trening več bo treba opraviti na kronometer kolesom, ampak mislim, da grem tisto pravo smer, veliko boljš kot v Glasgowu, recimo, malenkost boljš kot v vrstitu, kot na svetovnem v Avstraliji, ampak ja, mislim, da lahko neko pozitivno stvar vam potegnem z tega kronometra, vem, da se da še dosti izboljšati in da ni bila to moja najboljša predstava letos, kadarkoli, tako da ja, z dvignjeno glavo naprej. Malo si se zapeljal po Afriki nazaj do hotela, kako je bilo? Noge je treba malo razvrteti po kronometru, čaka nas itak še cestna dirka, kjer je dolžina nekoliko daljša kot danes, tako da sem se še malo zapeljati, potem so se začele noge obračati, sem malo podaljšal in zdaj se že noči in skoraj čez večerjo. Tudi malo večkrat boš ta tlakovan klanec prevozil, ne, v nedeljo? Ja, v nedeljo bo res, ja, se že veselim, no. Še 2, 3 treninge naredimo tukaj, res upam, da dobre in pol se veselim v nedeljo, ker bo res bo zahtevna dirka, pisana meni na kožo, ampak bo kar loterija po mojem.